zdaj uradno vsem vam predstavnikom medijem, ki ste se odzvali današnjemu vabilu na predstavitev novosti, ki jih prinaša Evropska uredba o takojšnjih plačilih. Kaj pa je pravzaprav sploh novega, ker je Slovenija ena izmed redkih držav v Evropski uniji, ki že ima kar nekaj let implementirano možnost takojšnjih plačil, ampak v okviru nacionalnih meja. In poleg tega pa seveda Evropska uredba prinaša tudi nekaj novosti v primerjavi z obstoječimi funkcionalnostmi naših nacionalnih takojšnjih plačil. Zato se nam je zdaj, preden stopi v polno veljavo, ker ta uredba vstopa v veljavo v 2 korakih, in torej preden stopi v polno veljavo 9. oktobra, se nam zdi pomembno, da skupaj z glavnimi akterji, z Bankartom, ki je upravljalec, če lahko nekako poenostavljeno za širšo javnost temu tako rečem, takojšnje sheme, ne samo naše nacionalne flik, ampak tudi te vse evropske sheme takojšnjih plačil in pa goste iz Nove Ljubljanske banke, ki pa bosta v kontekstu seveda celotnega sektorja predstavila ključne spremembe, ki so pomembne z vidika potrošnika oziroma uporabnika, predvsem fizične osebe, tudi pravne, ampak predvsem fizične osebe, ko bomo izvajale takojšnja plačila. Zdaj, uvodoma mogoče za en tak, bi rekla, bolj splošen pregled oziroma umestitev, kam sploh spada ta uredba oziroma funkcionalnost, ki jo prinaša. Evrosistem, Evropska unija, posebej še tudi EMU, ima že nekaj let 2 strategiji ključni na področju plačil v veljavi sprejeti, ki se tiče ta plačevanja tudi nas potrošnikov. In sicer sta to strategija evrosistema za plačila na drobno, o kateri bo danes nekoliko več govora, ker je v okviru te strategije en pomemben mejnik tudi ta takojšnja, torej ta uredba evropska za takojšnja plačila in pa strategijo, ki se imenuje v izvorniku Cash 2030. In kot rečeno, strategija evrosistema za plačilo na drobno je tista strategija, v okviru katere je bila sprejeta tudi Evropska uredba o takojšnjih plačilih, ki vstopa v veljavo. In ta strategija že od začetka, skoraj 7 let, mislim, da je že, odkar je bila sprejeta, se predvsem nanaša na to, da želi zagotoviti prebivalcem Evropske unije, vseh držav, plačila, ki imajo vse evropski, ne samo nacionalni doseg, ki so hitra, ki so na voljo 24/7 in ki so čim bolj varna. In kot rečeno, ta uredba evropska o takojšnjih plačilih je eden izmed mejnikov, ki so namenjeni izvajanju te evropske strategije. Torej, v veljavo polno vstopa naslednji teden in prinaša določene zahteve, ki jih morajo izpolniti vsi, ki nudijo plačila v območju SEPA. Zdaj, to pomeni vsekakor vse banke in hranilnice v Sloveniji. In ta uredba, poleg tega, da omogoča takojšnja plačila znotraj Evrope, ne samo znotraj nacionalnih meja, prinaša seveda povezano s tem tudi enotne tehnične standarde in seveda s tem uresničuje vizijo, ki si jo je EU zadala na področju plačil in jo še posebej, kot vsi vemo dobro,
pospešuje posebej zdaj po izbruhu teh relativno novih geopolitičnih in geoekonomskih razmer, ki postavljajo suverenost Evrope in pa varnost Evrope tudi na področju plačil še dodatno v ospredje v primerjavi z morda preteklostjo pred 5 leti, 7, ko so te strategije bile sprejete in so bile predvsem usmerjene v potrošnika in njegove potrebe, sedaj so pa seveda usmerjene poleg tega tudi v zagotavljanje teh strateških ciljev, ki so posledica sprememb geopolitičnih in geoekonomskih. Zdaj, uredba, kot že navedeno, prinaša dostopnost. Tisti ponudniki, ki ponujajo običajna SEPA plačila, morajo ponujati tudi takojšnja plačila v okviru te uredbe in sicer 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Kot rečeno, poudarek je, da se takojšnja plačila, ki smo jih mi v Sloveniji že vajeni, selijo oziroma širijo na način, da se lahko izvajajo takojšnja plačila preko meja znotraj Evropske unije. Norma plačevanja je maksimalno 10 sekund. SEPA plačila so bila do sedaj do 2 dni. Slovenija, verjetno vsi veste, je bila tudi tukaj zelo učinkovita. Jaz moram izkoristiti to priložnost in izpostaviti, da je slovenski bančni oziroma plačilni sistem ob podpori Bankarta izjemno učinkovit bil in tudi je, z vidika tako varnosti kot tega, kaj nudi strankam, bodi si fizične osebe, bodi si pravne v primerjavi z večino drugih evropskih držav. Tako da ta standard v primerjavi z nacionalnimi plačilnimi takojšnjimi ni nobena novost, ampak vendarle, zdaj zahteve so, da je taka plačila treba zagotoviti tudi izven nacionalnih meja. Varnost plačnikov je tukaj ključna v ospredju tudi, posebej še, kar smo seveda zaradi razvoja tehnologije vedno bolj izpostavljeno tudi ne samo dobrobitim razvoja tehnologije, ampak tudi tistim pastem, ki jih hkrati prinaša in se kriminali iz tradicionalnih oblik seli v kibernetske in seveda je varnost jasno pri vsaki noviteti, bodi si evropska ali nacionalna, v ospredju in o tem bo v nadaljevanju bistveno več govora, zato se jaz ne bom podrobno spuščala, so pa 3 varnostni elementi ključni ali pa mogoče 2, bolj pomembna 2 za fizične osebe. Prva je kontrola IBAN-a in druga je možnost nastavljanja limitov. Nekatere članice naše so seveda to že tako nudile, ampak vendarle tukaj bo način nekako bolj poenoten, ker gre za neko vrste dobesedno enotno shemo. Potem pa seveda morajo biti plačila varna, sledljiva in pa predvsem je tukaj še del, ki danes ne bo toliko naslavljan, je pa pomemben, to so pa kontrole oziroma spremljava, preverjanje izvajanja varnostnih sankcij oziroma sankcij in drugih podobnih obveznosti, ki se tudi tičejo sicer varnosti. Tako da za uporabnike, kot rečeno in v nadaljevanju bolj podrobno predstavljeno, so predvsem pomembne spremembe, ki jih prinaša verification of PI, oziroma kjer bodo predstavljeni danes 3 koraki, pri katerih moramo potrošniki, uporabniki sodelovati in ko so ti 3 koraki izpeti, torej v teh primerih ni več možnosti, da bi plačilo bilo ustavljeno ali kakorkoli reklamirano strani fizičnih oseb, tako da je pozornost mora biti namenjena tem 3 korakom ob izvajanju in pa, kot rečeno, možnost določanja limitov takojšnjih plačil, ker gre res za takojšnja plačila,
Ob tem smo pa želeli predstaviti tudi, kako se nacionalna shema FLIK umešča v zdaj to celotno vse evropsko shemo takojšnjih plačil, da ne bo, ker smo, kot rečeno, v Sloveniji take sheme že kar pošteno navajeni.